En lep pozdrav iz Konjskega Vrha. Lep pozdrav. Danes imamo pa prav en poseben izziv, Tako. in sicer večkrat sva že rekla, da lahko pošljete kakšna vprašanja, predloge o temah, o katerih naj bi govorila, in tokrat odgovarjava res na en predlog teme, ki je zelo aktualna. In jaz bom kar prebrala delček tega vprašanja. In pravi sicer gospa Helena, ki je poslala to vprašanje oziroma željo, takole: Glede na to, da sem profesorica na srednji šoli in imam zelo od blizu pogled na življenje mladih, velikokrat dobim občutek, da so tako izgubljeni, prazni in brez prave volje po iskanju lepega, novega, odkrivanju novega sveta. Žal že dolgo ugotavljam, da glede na to, da kruti kapitalizem izčrpava delovno silo, starši v boju za preživetje pozabljajo na pogovor s svojimi mladostniki in otroki. Zelo prav bi mi prišlo kakšno tovrstno razmišljanje, kako pomagati tem izgubljenim otrokom. In naj bo izziv to za današnjo temo. V bistvu v tem vprašanju je zelo lepo, ker je izraženo s strani profesorice sočutje do staršev, ne? In sočutje do dijakov. Ker v bistvu je to, da se med seboj ne obtožujemo, da si ne vzbujamo občutkov krivde, ne? Starši, ki ne naredijo, učitelji, ki niso, otroci, ki niso, ampak da se povrnemo k skupnemu sočutju. Kajti to nas bo povrnilo v tisto, da rekel, žlahtno človečnost, v katerim bomo odkrili pristope, ki bodo rešujoči. Ne samo za dijake, ampak tudi za učitelje in pa za profesorje. Res je, ne? Lahko bi rekli, ja, starši so krivi. Ne, niso krivi. Starši so preizčrpani, starši pogosto za medsebojne odnose, kdo nas je učil živeti v realnosti medsebojnih odnosov kot dobroj priložnosti, ne? To so nam nekaj idealizirali in so pač, ker to bo kar samo po sebi, ne? Za vse moraš vaditi, da narediš dobre piškote, moraš imeti na nek način recept in tudi vajo, ne? Za sožitje v realnosti človek, takšen kot je, pa dejansko mislimo, da bo kar samo po sebi. Ne. Starši si pridejo potem v realnosti medsebojnih odnosov do konfliktnih situacij, mnoge ne znajo razrešiti, mnogi živijo v dejansko nekih tesnobnih medsebojnih občutjih, preživetvenih stiskah, ne, kako bodo dejansko s otrokom, svoji družini omogočili, bi rekel, eno normalno, mirno, neogroženo preživetje. In seveda, če imaš ti polno stisk, polno problemov, nerazrešenih situacij, če jih ne zveš, kako razrešiti, potem iščeš odklop, kako boš odklopil glavo, ne. In ko prideš domov preizčrpan, preutrujen, kaj narediš? Ja, navajen si, da funkcionalno vprašaš otroka, a si naredil to in to, ker vse mu želi se dobro, ne. Ampak dobro je, da bo dobro zvozil, imamo pač občutek, da če je naredil vse obveznosti. Ne vprašamo pa o njegovem počutju, ne. Ali je tebi dobro, kako ti je dobro, a si doživel kaj lepega, si doživel, kot si dobil slabo oceno, stisko, kako to doživljaš, kdo ti je blizu, da boš mogel premostiti, da se ne boš umaknil, še v kako tudi otroku neko zasvojenost, ne. Ker ima pa starš tudi, ki je preutrujen, ker prvič ne zna, drugič pa nima več energije, nima več moči, potem kaj naredi, da izklopi glavo, vklopi pač neko nadaljevanko, neko serijo, za preprosti odklop. Tu je razumeti zdaj tu starše, in na nek način je pa seveda tudi potrebno nakazati pot, kako ven iz te situacije. Ja, to je pa vaja, saj o tem pa večkrat govorimo, ne. Navaditi se spraševati o doživljajski resničnosti, ne. Recimo, ampak ne to vaditi na otrocih, ne. Prva vaja se začne med vama, med recimo možem, ženo, med partnerjema, če je mama ali pa oče samski, med njim in osebo zaupanja. Da z nekom zna podeliti svojo doživljajsko resničnost, ne. Kakšen dan si imel danes, kaj te je obremenilo, ne. Kdo je bil takrat tista tvoja bližina, ki ti je pomagal skozi stisko,
Potem usmerjanje pozornosti na to, kar je pozitivno, kar nam daje moč za življenje, da se soočimo s tistim. Veliko tega, kar posamič razmišljamo, je vredno uporabiti, preprosto zato, da odpreš še en drug horizont, ne zgolj funkcionalni, da opravimo službo, pa da dobimo toliko denarja, da kolikor toliko preživimo, otrok pa da opravi domače naloge in da potem pač kakorkoli živi. Smo pa ob tem lahko zelo notranje osamljeni. Torej si zadati za vajo zastavljanje osebnih vprašanj. Ko pride otrok domov, ne kak je bilo v šoli, ne, in pričakuješ, da ti bo funkcionalno povedal, ja, bil sem vprašan, dobil sem tako oceno, ampak da zastaviš, ti je bilo danes v šoli prijetno, ne? Ko si bil prizadet, kdo je tvoj prijatelj, kako, ne? Ampak ta vprašanje je pomembno zastavljati čim prej, ne? V srednji šoli že malce pozno. Kaj pa lahko naredi učitelj v šoli, da otrokom olajša to stisko? Učitelj ima pred sabo 20 otrok, vsak otrok ima svojo zgodbo. Zelo pomembni so učitelji, ki dajo začutiti otroku, da ga čuti v njegovi situaciji. Bogu hvala, sem imel nekaj takih učiteljev in še zdaj jih imam v enem prav posebnem delčku svojega srca. Ja, ni lahko učitelju, tudi učitelj rabi osebo sočutja, rabi starša, ki je sočuten do učitelja, in starš rabi učitelja, ki je sočuten tudi do njega, ker smo vsi v tej situaciji, v kateri moramo postati najprej spoštljivi in sočutni, da bomo lahko potem dali na plan tista vprašanja, ki jih bomo razreševali v smeri bolj žlahtne človečnosti. Sam sem prepričan, da smo res zašli v eno tako slepo ulico, ampak slepa ulica je vedno priložnost, ker nam nam da misliti. Dokler še nekako gre, mi ne razmišljamo o drugih načinih pristopov učiteljev, staršev do otrok in potem seveda do staršev učiteljev. Ko pa pridemo res v tako situacijo in sedaj smo očitno, nam pa začenja dati misliti. In vedno več je staršev, vedno več je učiteljev, ki razmišljajo, ki so odprli svoj miselni horizont tudi v tistih smereh, v katerih do sedaj ni tekla misel. In to bo za dobrobit otrok, ampak imajo pa ogromno dela. Mi smo dejansko na začetku, ampak ta začetek je fantastična priložnost. Mogoče bi bilo dobro, da prihodnje posamezna, ker zdaj je bil na splošno odgovor, posamezna področja, ampak teh področij bo kar za 10 naših nadaljevanj, ker jih je toliko, ne. Tako da imamo že temo za prihodnje srečanje. Materiala imamo vsi dovolj, ne, ker življenje nam ponuja material, ne. Bili smo do sedaj navajeni neke utirjene poti, ampak ta utirjena pot nas je dejansko zapeljala v neko pogreznjenost, v turobnost. Zdaj pa bomo stvari ozaveščali v smeri, ki nam bodo dale bolj dihati, po katerih nam bo lažje in lepše živeti, vsakemu v tistem poslanstvu, ki ga živi. Posebej bi to rekel poklon učiteljem, poklon staršem, posebej tistim, ki so prebujajoča možnost, ki uporabljajo svojo misel, ki že kreirajo dejansko v svojih mislih smeri, ki so bolj žlahtne, ki so bolj dejansko tudi do otrok naklonjene, v katerih bo vsak otrok prepoznan v izvirnosti svoje osebnosti, potrjen in spodbujen, v katerih ne bojo podcenjeni in nadcenjeni, ampak bo vsak prepoznan v polni vrednosti svoje osebnosti, v tisti izvirnosti, ampak tukaj šele pa začenjamo, ne? In bo verjetno že prihodnjič odstrnjeno prvo poglavje, zaradi katerega nam bo vsem skupaj lažje in lepše živeti. To pa je samo bodimo spoštljivi, tako do učiteljev kot staršev, kakor do otrok, kajti ta spoštljivost nam bo odprla horizonte reševanja. In s tem začneva naslednjič. Sedaj pa samo zaželiva lepe počitnice tistim, ki so jih začeli, lepo novo šolsko delo tistim, ki so se vrnili v šolske klopi, vsem pa prav lep praznik kulture. V tem tednu ga praznujemo, midva nisva danes govorila o kulturi, ampak o tem sva govorila v preteklih 2 letih, tako da vas vabimo, da pogledate, kaj sva lani in predlani povedala o kulturi.
In seveda, da se vidimo prihodnji ponedeljek v Šmarju v živo, 13. se dobimo in pa čez 14 dni se zopet družimo na našem YouTube kanalu. Pravijo, da je kultura to, kar prebuja lepo. Mi smo danes malce začela temo o kulturi medsebojnih odnosov, da bi nam bilo lepše skupaj živeti. In lep pozdrav s Konjskega vrha. Lep pozdrav.